Spoštovane gledalke in gledalci, najprej seveda srečno novo leto. Danes v našem studiu pozdravljam dva mlada gosta, ki prihajata iz Spodnjih Ključarovcev 31. In to sta pravzaprav že naša stara dva znanca, tako ne po letih, pač pa tako že dolgo se poznamo, kajti tudi lansko leto za novo leto sta bila že gosta. In to sta Julija in Ben Maj. Lepo pozdravljena. Pozdravljeni. Imate tako za začetek kakšne čestitke za novo leto? Morda, Julija, ti je padlo kaj na pamet, da bi kaj lepega povedala? Želim, da ob novem letu naj bo obilo zdravja, obilo sreče in da se bomo vsi razumeli. Ja, kakšne pa so tvoje že? Enako, da se bomo čim bolj razumeli, da bo čim prej konec te korona krize, da bomo vsi, da bo kmalu, da se bomo lahko videvali. Veliko zdravja in sreče. Tako, danes smo tukaj brez mask, ampak to zato, ker imamo primerno razdaljo, tako da pač se opravičimo na nek način našim gledalcem. Ja, kakorkoli, Julija in Ben Maj sta izdala novi CD. V tem letu sta delala kar veliko, kajti veliko oziroma kar nekaj novih videospotov je nastalo, veliko nastopov je za njima. Pravzaprav, Ben Maj, koliko je bilo nastopov, jih štejete? Ja, letos oziroma lani, v 2020 letu, je bilo bolj malo nastopov, saj veste, oziroma januar, februar še je nekako šlo. Najin zadnji nastop pa je bil na dobrodelnem koncertu, Klapovihov koncert, na dobrodelni koncert. Naprej pa ni bilo več, na žalost, nastopov. Upava, da bodo čim prej. Julija, kaj sta ta čas počela, ko ni bilo torej nastopov, kot pravi Ben Maj? Takrat smo izdala tudi prvi CD, na njega smo se tudi podpisala. Zahvalila pa se bi vsem, ki so tudi pomagali za ta CD. Torej ste v vsem tem času pripravljala, veliko, to je kar veliko dela, Julija? Ja. Ste tudi snemali še kaj v teku leta? Ja, pripravljali smo, cel čas smo delali pesmi, videospote, tako da izkoristili smo ta čas in čim več pripravili. Tako, da ne bomo govorili, ker je pač danes novo leto in je treba biti vesel in dobre volje, si bomo privoščili prvi videospot, ki ga bomo danes videli. No, začeli bomo seveda s enim videospotom, ki ni ravno prvi, Je pa po vrsti kateri, Ben Maj? Ja, to je najina tretja avtorska pesem. S to pesmijo ta pesem je bila premierno predstavljena avgusta, ko sta imela starša obletnico. Sva pa to pesem poklonila načeloma vsem staršem za obletnico poroke. Se pravi, ostanemo skupaj, to je seveda želja vseh otrok, da družina ostane skupaj na kakršenkoli način. Torej, Julija, kje sta posnela ta videospot? Ta videospot smo snemala v občini Sveti Tomaž. Se moramo tudi osebno zahvaliti občini Sveti Tomaž, za vse ostale videospote pa se tudi zahvaljujemo občini Ormož. Ja, Ben Maj, praviš, da je avtorska pesem, to pomeni, da sta jo sama zložila ali kako? Nisva jo sama zložila, ampak je melodijo za to pesem napisala Hermina Matjašič, najina profesorica solopetja, besedilo pa je napisala kar najina babi. Ja, babi, je izdala tudi novo knjigo, Julija? Ja, pred kratkim bomo tudi babico predstavili, seveda. Ampak dobro, sedaj si privoščimo torej prvi videospot danes tukaj v tej oddaji, ampak to je tretji njun videospot. Ostanimo skupaj! Ljubezni smo spočili.
Tako, ja, lepo, ne? Veselo, navihano, lepo, zelo lepo. Dobro, gremo naprej. Naslednji videospot, ki ga bomo videli v nadaljevanju, nosi naslov Hip Hop. To je pa nek takšen, malo tebe predstavlja, ne Julija? Ja, ta videospot pa mene predstavlja. Zelo rada plešem, obenem pa tudi zelo rada pojem. Ja, kako pa je Ben Maj sodeloval zraven? V redu, no tam je res, da sem bolj jaz postavljena, pa da se jaz bolj vidim. Ja, pa on tudi zna kaj povedati zraven. Jaz sem se vključil oziroma v Oberkrajner delu te pesmi z harmoniko in v prejšnjem delu, v zabavnem delu pesmi pa sem se z repom pridružil. Sem pa to pesem smo morali posneti sami doma, z domačo produkcijo, to pa smo jaz, babi, ata, mama, jaz pa, sem že povedal, jaz pa Julija. Smo pa snemali to v prvem valu koronavirusa. Ja, sem pa ta videospot zmontiral sam skupaj. No, kdo pa je šef pri vas doma? Mama. Pa babica, malo se meni javljata. Ja, Kak je kera doma? Vidiš, kaj te čaka pri tem, ne? Ja. Ben Maj boš kar dober vzor boš dobil za bodočnost. Julija, tebi je fajn biti tako šefica. Te uboga, brat? Ne, no jaz zelo ubogam mamo, se tudi po njej tudi zgledujem pa po babici. No, lepo, lepo. No, pa sedaj še preden si torej ogledamo ta naslednji videospot, povejte še kaj o sebi, kdaj sta torej sploh začela delovati, ne? Tebe poznamo, da si kar že igral vse povsod, ne? Potem se ti je kar priključila Julija. Ja, jaz sem začel pred 6-7 leti tu nekje, nisem prej preveril, sem pa začel prvo solo kariero, sem bil, igral malo okoli na kakšnih Miklavževih koncertih in tako dalje. Potem sem bil pri etni skupini Porini pa Počini. Potem sem spet šel malo stran za sebe, potem pa Julija je rekla, jaz bi tudi bila zraven in je začela peti. Kje pa si torej se šolal igranje? Jaz sem na diatonično harmoniko hodil prvo privat k Francu Štuhecu, potem v glasbeno šolo, potem sem zaključil z frajtonarco, sedaj pa hodim v glasbeno šolo tudi igrati klavirke. To pomeni, da pa vseeno imaš, ne, prirojen talent. Ja, verjetno ga imam, samo ne razumem, kako saj nihče v družini, tudi v daljnem sorodstvu, ja, ni nihče glasbenik, tako da ne vem. To je pa kar nenavadno, ne? Ja. Sigurno pa se je ta neki gen, ne, glasbeni Nekje se je pritihotapil našel, ja. nekje v tvoje telo. Fino, Julija, kako pa si ti začela? Torej, brat pravi, da si se navdušila ob njem. Ja, zelo mi je bilo všeč, kako je on tu nastopal in so mu ploskali. Pa tako, bilo mi je dolgočasno doma in bila sem tudi malo ljubosumna na njega. Potem sem pa tudi začela to glasbo poslušati in naenkrat mi je bilo všeč, pa naj rečem. In si poskusila torej. Ja. No in sedaj je morda on, ne, brat že malo ljubosumen nate. Ja. Midva nisva ljubosumna en na drugega. Sigurno? Sigurno. Julija? Sigurno. Sodelujeta torej dobro, ne? Ja. Se spreta kaj? Ja. No? Vsak dan skoraj. No in kdo Samo potem... hvala Bogu ne zaradi glasbe. In kdo prvi popusti? Ben Maj. Moški smo pri naši hiši, pač moramo popustiti, ni druge možnosti. Ženske so pri nas glavne. Bravo. Super. No, poglejmo torej to navihano Julijo v naslednjem videospotu, ki nosi naslov Hip Hop. O, to je moja pesmica! Spet lahko bom plesala. Pridite še vi! Hip hop, kako žogica. Se od tal odbijam, se kot kača zvijam. Hip hop, kako žogica.
ko bom plesala. Pridite še vi. Hip hop, kako žogica. Se od tal odbijam, se kot kača zvijam. Hip hop, kako žogica. Julija, si ti kdaj na miru? Ne, nikoli. spiš? Tudi ko imam več čas noge, mi se tresejo ali jih zivam karkoli, nikoli nisem na miru. No, to pomeni, ta pesem, ki smo jo torej videli, je pravšnja. Ja, res, saj vedno plešem vsepovsod, nikoli nisem pri miru. No, Ben Maj, ti si nekoliko bolj umirjen, ne? To Ja, bi lahko rekli. Ja, to zato, ker moraš biti. Ne, pa saj meni tudi, pri meni je pa problem, mi hodi v pesmi, se mi ves čas vrti v glavi in zmeraj tudi nekaj migam ali pa si pojem ali pa nekaj. No, ti hodiš v 7. razred, to je že kar, ne? In kako v šoli gledajo nate kot na muzikanta? Ja, kako bi temu rekel. Gledajo me, povabijo me na kakšne prireditve, da nastopava z Julijo. Sem tudi pri etni skupini Gudalo v šoli, tako da je kar pestro. No, Ben Maj je že povedal, Julija, da se šolata, ne? Tudi petje, hodiš ti torej na solo petje. No, na solo petje hodite, ne? Ja. In kaj pravi vajna učiteljica? Da sva v tem času, ko že hodiva, veliko znanja pridobila. Ja, in tudi napredovala, recimo, kot se vaju spomnimo, ne? Minulo leto, ko sta še bila mala pravzaprav. Dobro, no, zanimivo je to, da seveda tudi rada zapojeta kakšno predelata, ne? Kakšno narodno lepo pesem. Recimo, Dera sem jaz mali bija je že ena takšna, ki sta jo tudi posnela. Kako je pravzaprav prišlo do tega? Do tega je prišlo tako, da sta Jelka Vrbnjak in naša babin napisali besedilo, potem pa smo šli v studio in posneli. Hvala Bogu je ta pesem ljudska, da smo lahko. Bila sva zelo vesela, da lahko nekaj domačega narediva. No, verjetno ta pesem na nastopih kar užge, ne? Dera sem jaz mali bija, to vsi vemo. Je pa tudi spremenjeno besedilo, babica je rekla, da je to besedilo že prestaro in smo jo izboljšali in tudi naredili tako, da je bolj zabavna in da nas vse nasmeji. Aha, in tako da potem je seveda nastal tudi videospot, ki ga bomo seveda videli v nadaljevanju. Kje ste to snemali, Julija? To smo snemali doma pri sosedih in v občini Ormož. Ja. Sosedu smo gor trgali zelenico, ko sem oral s plugom. Drugače pa smo, kakor je že Julija povedali, snemali doma, tu v občini Ormož na trgu in pred gradom, pred glasbeno šolo tudi. Upam, da nisem kje pozabil. Drugače pa zadovoljna sva z izdelkom. Snemala smo tudi na tržnici. No, kako potekajo ta vajna snemanja, recimo v studiu? Kako naenkrat torej se posname vse skupaj ali kako? Vse posebej. Aha. Prvo se v bistvu posname Cela pesem. demo pesem, potem pa s harmoniko se mene nauči harmoniko, grem posnet harmoniko, se naučiva vokale, posnamemo vokale, posnamejo kitaro in bas kitaro oziroma kajkoli pač, kateri instrument je notri. Potem pa gremo snemati videospota in izdelek je tu. Tako bomo kar prisluhnili, ne, Julija? Imaš še za to pesem kaj za dodati? Ne. Aha, kako pa je torej babica prišla na idejo, da malo spremeni besedilo? Rekla si, da je želela malo modernizirati to pesem. Je vama všeč? Ja. In nič, potem pa poglejmo. Dere sem jaz mali bija, ti je lišno dno. Kolca sem po hiš potanka, barva mačkico. Tralala, tralala, tralalalala, tralala, tralala, tralalalala. Ja, resen je, tak je nekda bilo, kak pa je k nas, pa ta čule. Dere sem jaz mali bija, ti je lišno dno. Najrajši v ekran sem zija, žmika mičkico. Tralala, tralala, tralala,
Dan do 6. razreda še je nekak šlo. Te pa kak bi strela me vsekala v glavo. Bog me, to je puberteta, eni rečejo. Še naprej se ven bom metal, nič mi ne vrejo. Dale v šolo ne mogo, da kaj mi morejo. Službe itak ne bodo, da se ibe orjejo. Rajši mali kmet bon ostal, to je deficit. Ač bih doktor ne bom postal, glavno ke bom sit. Zdaj ste čuli, poslušajci, kakšen sem jaz ti. Višno volmo žin na ploci, nemo fitani. Držim pa je se ne sikiram, se mi dol visi. Bere, da me je zamila, bom zabeja si. Dere sen jaz mali bija, te je luštno bilo. Najrajše muzikant bi bija, vice poka, tira muziko. Lahko povemo seveda tudi, da so vse te vajine pesmi, videospoti na YouTubu, tako da si lahko vsakdo, ki torej želi ponovitev vsega tega, to ogleda. Tako je. Sedaj pa bomo seveda prišli na vajin CD. Julija, boš ga kar vzela v roko malo, da si ga malo tako nadaleč ogledamo. Ja, koliko pesmi je na tem CD-ju? Na tem CD-ju je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pesmi. Notri so obe avtorske pesmi in tudi vse priredbe. Ja, Ki jih imava do sedaj. to pomeni, da je kar lepa številka, je bilo kar dela s tem. Ja. In kje se dobi ta CD? Rad bi se zahvalil najini mami, ki je vse to organizirala in pripravila, da smo sploh prišli, oziroma najina babi je prišla na idejo, da bi CD izdali, pa je prvo mama rekla, ne, še prehitro je. Potem pa je mama tudi začela sodelovati v tem in je rekla, ja, bomo naredili neki izdelek in smo prišli do tega prečudovitega CD-ja, ki je tudi na prodaju. Ja, kje recimo ga lahko kupimo? Lahko ga kupite pri najini mami, ona je v samozaložbi izdala 50 CD-jev. To pomeni, poklicati je treba mamo. Ja. Pa na Facebooku jo najdemo, ne? Ja, To je ime vajine mame. Mateja. No, kaj pa če pišemo Atiju? On pa je Damjan. Torej, nekdo se bo oglasil in ukrepal, ne? Nekdo se bo. In poslal, torej naslov je treba poslati. Ja. Ne? Dobro, o ceni se bodo že dogovorili Tako odrasli, je. ne bomo sedaj o tem. Dobro, vidimo tu, je kar praznični uvitek, Ja. prav za ta čas in kot smo se nekako dogovorili že uvodoma, bomo seveda tudi CD podarili enemu od naših gledalcev. Ja. Bo kakšno nagradno vprašanje, sta kaj pripravili? Imamo tudi nagradno vprašanje. Nagradno vprašanje pa se glasi, kako je naslov najdvine tretje avtorske pesmi. Ja, tretje avtorske pesmi in ja, videli smo to tretjo, bomo malo pomagali, ne? Ja. Smo videli to? Danes smo jo že Smo videli. jo že videli, ja.
tretja je bila, ne? Tako da... Tako da morate pozorno poslušati. Ja, mislim, da ne bo težko, ne? Odgovore torej bodo naši gledalci poslali na Facebook naše televizije ali na pošto televizija.ormož@gmail.com. Upoštevali bomo tudi pisne, ne, po klasični pošti KTV Ormož, Skolibrova ulica 17. Velja pa tudi odgovor, ki bi ga poslali mamici, ne? Mamica je vajna menedžerka, ne? Mateja Gapo, torej na Facebooku. Dobro, tako da mislim, da je več možnosti in potem bomo po novem letu izžrebali, ne? Se boste oglasila tu in vidva izžrebala? Lahko, ja. Lahko, ja. No, pa še kakšno zapojeta zraven, ne? Tako. Dobro, recimo čas naj bo tam nekje do 10. januarja. Potem v naši oddaji 14. januarja izžrebamo srečneža. Tako, čestitke torej za vajin prvi CD, upam, da se bo dobro prodajal, tako lepo ga bo Najlepša hvala. imeti recimo v avtomobilu, ne? In Ja. tako, ko se posluša muzika. Fino, ste ponosna, ne? Ja, mi smo zelo ponosna na tega. No in prvi CD v bistvu, Najdem prvi otročiček. ja, No, fino. Recimo to lepo darilo je ta CD, ne, ki ga lahko nekomu recimo podarita za rojstni dan. Tudi midva s snemalcem Urošom sva ga dobila, tako da super, super. No, gremo sedaj še dalje k glasbi. Ena taka lepa skladbica, ki sta jo tudi posnela, nosi naslov Tebi za rojstni dan. To je sicer prepев, ne, na nek način, Mili je avtorica te skladbe. Kako pa je prišlo? izvajalka pa je Melita Golob. Aha, Tako da mi dva smo to pesem snemala, med samim snemanjem pesmi ostanimo skupaj. To je bilo tudi presenečenje za Ben Maja, saj ni vedel, da bomo še poleg tega snemali še en videospot. Mami je nekdaj rekla, da ne bomo tako dolgo snemali, na koncu pa smo celi dan snemali, pa še 2 videospota posneli. wow. Aha. In on ni vedel to, ne, da se Ne, bo to... Ti si pa presenečenje je vedela? bilo. Ja. Aha, tako da bomo si ta videospot sedaj tudi ogledali. No, Melita Golob, praviš, da sicer prepeva to pesem, da sta jo vi na nek način dala nekaj svoje duše zraven, ne? Malo je spremenila aranžma, kot smo že slišali. Dobro, fino, poglejmo še to skladbico. Tebi za rojstni dan, Julija in Ben Maj. Poglej tam na veji ptica prepeva, te zbuja iz lepih sanj. Čez okno te toplo sonce pozdravlja, želi ti dober dan.
Ja, tako, lepa skladbica, pravzaprav je znana, ne? Je kar, Kar se prepevajo. ja, To tako da, pesem sem tudi posvetila Benmoju za rojstni dan. zanimivo. Lepo, ne? Bratcu, ne? Sicer pa dobro hodite v šolo, smo povedali, ti hodiš v 7. razred, ti v 4., ne? Kako pa vam gre šolanje v tem V času? redu. No, to Malo nadaljavo. težje je nadaljavo, ja. Nadaljavo je 100% težje, pa več čas gledaš v računalnike in te že glava začne boleti. Je naporno. Pa voljo začneš izgubljati po nekem času. Energijo. Pogrešata torej to druženje in Ja, zelo. Doma se že vsi smo drug drugega naveličani in je težko. Zato se tudi ogromno kregamo, ampak kaj čemo? No, zakaj se običajno skregate? Vsi smo že sitni, drug drugega se nikam imamo že nihče ne sme, ne? dosadno. Ja. Pa smo vsi Manjka skupaj, nam družba nam nismo manjka. navajeni bili, ne, toliko časa preživeti skupaj. Zdaj to so po 3-4 tedni en čas, en za drugim skupaj, ne. Potem pa se včasih naveliča že, ne. Zdaj je že 10 tednov, kaj smo doma, še zraven počitnice. Ja, upajmo, da bo kmalu konec tega, ne? Čeprav dobro, ne bomo sedaj spet začeli o koroni, ne? Ali bog ne daj o potresih. Vsekakor nekako bi veljalo vajno energijo vzeti za vzor in iti strumno naprej v novo leto. Danes je torej prvi dan novega leta. Ja, načrtov vam najbrž tudi ne manjka, ne? Upajmo torej, da bo vsega tega hudega konec. Pa recimo, kdo nam bo izdal kakšne načrte? Ja, načrt imava, če bo, upajva, da bo korona šla stran in potem greva spet marca na koncert za dušo in srce. Aha. Julija, kaj ti? Kaj si? Pa 4. avtorsko pesem bova izdala. No, to smo želeli slišati. Oziroma, verjetno bo jih več, samo zdaj načeloma imava eno pripravljeno, potem pa veste, kako je, če Za se načrte pripravite. še naprej pa ogromno avtorskih in čim prej, da bomo še bolj uspela. No, povejte nama nekaj o tej novi pesmi, no, ki bo torej kmalu ugledala luč sveta. Počakajte, boste videli. Bodite Bodite še vse presenečeni. izvedela. Bodite To še pa je presenečeni. presenečenje. Ni še glih tudi sigurno, da bomo, še se čakamo, da se bo še vse uredilo. Se učimo, ja. Kdo piše besedilo? Babica pa je. Seveda. Aha. No, dobro, nismo niti vedeli, torej, da je vajna babica ljuba, ne, Marija Gašparič, izdala knjigo. Za kakšno knjigo gre? Julija, boš... Najina babica veliko piše, to je že njena 3. ali 4. knjiga. Ni pa šla v javnost. To je bolj pisala za nas otroke, za vnuke. Ja, prejšnje knjige je posvetila nam vnukom njenim. Zdaj to knjigo pa je napisala kar za vse ljudi, no. Za vse ženske, to so zgodbe od A do Ž, ki opisujejo ženske. Različni zgodba, tudi so moje ilustracije notri, ter očetove. Oče torej riše? Ja, pa... No, še enega umetnika imate pri hiši. Ja, lahko bi temu tako rekli, ja. No in kaj mamica recimo? Pričakujem, da je ona tudi umetnica. Ne. Mamica bolj skrbi za te glasbene zadeve. Aha. Naju tudi zelo podpira, kakor vsi drugi družinski člani. Ona je tudi najen menedžer, nikoli ne bomo drugega zamenjali, ker je ona tista ta prava. Seveda, no. In na mamo se seveda najlažje zaneseš, ne? Ja. No, tukaj imamo harmoniko, ki je tvoja ljubica, ne? Ja. Imaš kakšno pravo ljubico že? Ja, to imam, pa ena še je doma, pa druga je doma, imam dosti ljubice, ja. Prave, take žive, a? Komu na čast. Ti, Julija? Ne, je pa, Dečka, če ima. kot pa bi rekli, nimam pravega, imam pa enega dečka, ki je tudi moj klavir. Obiskujem privatne ure klavirja in se zelo razumemo. Dobro, zvita sta vidva, zvita. Me zanima, kaj bo drugo leto takšnega časa, ko pridete spet v goste, ne? Isto. Še bolj navihana bosta, še več izkušenj bosta imela. Ja.
Ja, poslovili se bomo s eno pesmico, ki jo bosta odpela v živo, da vidimo, ne, če vama gre, ne. Verjamem, da vama gre. Tako da to bo ena taka lepa pesem, Smrečica, oj Smrečica, ne. No, kako že gre? Julija, malo zapoj, no. Smrečica, oj smrečica, ponosna in zelena. Aha, tudi narodna pesem, ne? Ja. Tako da ste naredila tudi verjetno malo prepev, obnovila malo vse skupaj. To bomo slišali torej v živo, takoj potem. Sta posnela že to pesem? Je posneta tudi že v studiu? Videospota imamo, sam je zmontiran z slikami. Ja, nismo morali sedaj, ki je korona še zraven, to so ene občine in to nismo morali, da bi kameraman prišel in da bi posneli. Seveda, no zato pa bomo... Naredili z slikami. Ja, zato pa bomo sedaj tudi to v živo slišali. Tako ne? je. Tako, fino. Ja nič, pa kar dajmo, ne? Julija in Ben Maj. Smrečica, o smrečica, ponosna in zelena. Smrečica, o smrečica, ponosna in zelena. Vse leto ti nam zeleniš, zabožiš pa razveseliš. S srebrom zlatom obdariš, vse praznično odeta. Smrečica, oj smrečica, ponosna in zelena. Smrečica, oj smrečica, ponosna in zelena. Na vejah tisoč luč gori, prinaša mir za vse ljudi. Smrečica, oj smrečica, ponosna in zelena. Tako ostalo nama je še toliko časa, da se poslovimo, da torej si zaželimo še enkrat vse dobro v novem letu 2021. Svoje želje sta v bistvu že povedala, tako da se vama zahvaljujemo za obisk in tako naprej, ne? Zahvalila bi se KTV Ormožu za povabilo in še enkrat vse dobro v novem letu. Ja, verjamem, da nista zadnjič tukaj, ne? Julija, boš ti kaj dodala? Ja, želiva, kot sem že rekla, bilo zdravja, sreče, da si bi vsi razumeli in da bi ta korona čim prej nas zapustila in odišla v neki svoj svet. Hvala lepa obema. Hvala vam. Tako, spoštovane gledalke in gledalci, Julija in Ben Maj sta bila danes naša gosta. To je torej bila takšna praznična novoletna oddaja, kot se tudi spodobi za takšen velik praznik oziroma na prvi dan novega leta. Vse dobro vam želimo še enkrat, pa se vidimo kmalu. Srečno! Smrečica, o smrečica, ponosna in zelena. Smrečica, o smrečica, ponosna in zelena.